slišali za znanega misleca Seneko. On je rekel, če ne veste, kam plovete, vam noben veter ne pomaga. Torej, kam gremo, je izjemno pomembno. Toda, če ne vemo, kje danes smo, ali torej lahko vemo, kam gremo? Bom uporabila še eno prispodobo. Zamislite si eno veliko, res mogočno uro v zvoniku. Velika ura. In Zemlja je nastala, ko se je rodil dan, ob polnoči. In je živela. In je bila ura 12 in je še vedno živela. In ura je bila 6, 8, 9, 10, 11. Ko so prišli oziroma naselili Zemljo dinozavri. O ljudeh niti duha, niti sluha. Zadnjih 5 sekund v življenju Zemlje so se torej pojavili ljudje. Koliko mi torej vemo o Zemlji? Namreč trenutno se nahajamo v eni veliki gospodarski krizi, svetovni krizi, tako imenovani krizi. Ogromno bolezni, podnebne razmere. Pa mi vemo, kje smo? Mogoče je to nekaj čist naravnega za našo prečudovito Zemljo. Tako kot noč in dan, sonce in luna, moški in ženska. Vedno kot valovanje, val zgoraj, val spodaj. Poskusite enkrat ujeti val. Če val želite zadržati, potem se boste razleteli v skale. Če pa surfate na valovih in greste gor in dol, bo to nekaj najčudovitejšega. Torej, kje mi danes smo? In če pogledamo zdaj znotraj na nas same, ali mi vemo sploh, kdo mi smo znotraj sebe? Slišali smo danes že, kako je najmanjši delec, kako ima najmanjši delec največjo inteligenco. Torej, mi lahko z upravljanjem najmanjših delcev v sebi upravljamo vse, kar je zunaj. S temi podnebnimi razmerami, z boleznimi, s krizo. Upravljamo sami s seboj. A se mi poznamo? A vi sami sebe poznate? Kdo ste? Izobraževanje, kot smo tudi danes že slišali, eno izmed ključnih stvari, da se mi začnemo zavedati samih sebe. In ko se zavedamo samih sebe, mislite, da bomo potem počeli takšne stvari z Zemljo, kot jih počnemo? Zadnjih 5 sekund mi živimo na tej Zemlji. Mi jo še zdaleč od tega, da bi jo obvladali. Ne. Ona živi že 23 ur, 59 minut in 55 sekund, če to prevedem v to prispodobo o uri. Čudovito, mar ne? Ko poskrbimo za sebe, ko vemo, kaj je tist, kar nas žene, ko ugotovimo, kje smo, potem bomo začeli in znali skrbeti tudi za naše okolje. In veste, kje se začne skrb za sebe?
V šoli ste se verjetno vsi učili slovenščino, kje je samostalnik, potem kje je glagol, kje je prislov, prislovno določilo in tako naprej. Cela struktura stavka, gramatika. Se je mogoče izmed vas kdo učil, katere besede uporabiti, zato da podpremo sebe in podpremo zemljo, Slovenijo v razvoju? Zato, da naredimo nekaj dobrega za sebe, zato, da naredimo nekaj dobrega za svojo okolico, zato, da naredimo nekaj dobrega za državo, v kateri živimo, zato, da naredimo nekaj dobrega za cel svet, v katerem živimo, in zato, da naredimo nekaj dobrega za celo vesolje, v katerem smo, kot nek zelo, zelo mečken delček, ki ima ogromno inteligenco. Ja, besede. Uporaba besed je ključna. Kako uporabljati besede? Zato, da smo mi zdravi in da je potem zdravje tudi zunaj navzven. Ker tisto, kar se dogaja znotraj, se dogaja tudi od zunaj. Torej poskrbeti na sebe. Ste že slišali, da so besede največja droga? Jasno, danes smo tudi govorili o konoplji. Konoplja kot prepovedana rastlina. Zakaj je prepovedana rastlina? Zato, ker nekaterim ni všeč, da nekateri preveč spreminjajo stanja zavesti. Da nekateri pod vplivom te droge začnejo drugače dojemati stvari, da nekaterim se spremeni čustveno stanje, da nekateri umrejo od tega, da nekateri spremenijo svoj način razmišljanja. Veste, da imajo enako moč tudi besede in vsi, torej vsi smo mi drogeraši. Uporabljamo besede in sploh ne vemo, kaj uporabljamo. Kakšne besede govorite? Ja, vsaka črka ima svojo frekvenco in vsaka beseda ima svojo frekvenco. Torej, a jaz uporabljam proti zemlji, proti Sloveniji, proti sebi, proti drugmu dobre frekvence, a uporabljam tiste, ki vse uničijo, pa če še toliko dobro razmišljam. Besede, besede in besede. Moja največja vizija, največja želja za razvoj Slovenije do leta 2035 je to, da se začnemo zavedati, kako govorimo, katere besede uporabljamo. Ker ko vemo, katere besede uporabljamo, znamo poskrbeti za sebe in znamo poskrbeti za okolje. Tukaj sploh ni nobene razlike. Vse med sabo je povezan in diha kot ena sama celota. Ne moramo mi razločiti, ekologija pa razvoj človeka. Če človek ni razvit v svojem razmišljanju in seveda razmišljamo v besedah, v slikah, ne moramo poskrbeti za zemljo, ne moramo poskrbeti za Slovenijo.